govorimo o športnih Volkswagenih, bo običajno naša prva misel kultna oznaka GTI. Ampak to še ni tista oznaka, ki označuje najbolj zmogljive Volkswagene. Pred točno 20 leti je Volkswagen uvedel oznako R. Predstavil je Golfa R32. To je bil do takrat najbolj zmogljiv Golf, ki so ga opremili z velikim 3,2-litrskim šestvaljnikom, štirikolesnim pogonom, prav ta model pa je uvedel tudi menjalnik DSG. To je bil avto iz drugačnih časov, bistveno glasnejši od kateregakoli kombilimuzinskega športnika, ki ga lahko vozite danes. Ampak kljub temu sta njegova zapuščina in nasledstvo danes še kako živa. Danes Volkswagen ponuja kar 6 različnih modelov, ki nosijo oznako R. In eden izmed njih je tudi Tiguan, ki smo ga preizkusili tokrat. Na zunaj ga prepoznamo po veliki odprtini za hlajenje, velikih platiščih, večjih zavorah, zadnjem spojlerju, športnem izpuhu, v notranjosti pa po športnih sedežih in značilnih modrih R detajlih. A za izkušnjo bistva, ki ga ponuja ta avto, je potrebno sesti za njegov volan in se podati na zaprto progo. Ta SUV si namreč svojo tehniko deli s paradnim R modelom, Golfom R. Govorimo o tehniki Golfa R 8. generacije, ki je najhitrejši Golf doslej in to ne le na račun povečane moči. No, zapodimo se na Vransko in preverimo, kako in zakaj novi Golf R pobegne ostalim tudi v zavojih. Če ga postavimo ob bok njegovemu predhodniku in se z obema zapodimo na slovito dirkališče Nürburgring, bo tale Golf spredaj za kar 17 sekund na krog. In seveda, če govorimo v sekundah v dirkaškem svetu, to pomeni ogromno. No, poglejmo, s čim so njegovi inženirji dosegli ta napredek. Pod motornim pokrovom se skriva kar 320 iskrivih konjičev, ki jih seveda napaja bencin. Poleg same moči pa je seveda posebnost tega avtomobila tudi v stalnem štirikolesnem pogonu. No in ravno pri štirikolesnem pogonu je tudi največji napredek v primerjavi z prejšnjo izvedbo. Torej na zadnji premi ima vsaka pol os, to se pravi leva oziroma desna, svojo visko sklopko, ki glede na informacije, ki jih pridobiva računalnik z glavnega računalnika, porazdeljuje pogonsko moč na levo oziroma na desno kolo. Sklopke se zapirajo oziroma odpirajo na osnovi elektromehanskega aktuatorja oziroma izvajalnika. Samo delovanje aktuatorja je izredno hitro, torej prilagajanje je v milih sekundah. Pogonsko moč lahko v bistvu ta sistem porazdeljuje tako med sprednjo kot seveda zadnjo osjo in pa seveda tudi med levim oziroma desnim kolesom. Pri prejšnji varianti, to se pravi pri Haldex sklopki, je možno, to se pravi porazdeljevanje te pogonske moči 50-50 na posamezno kolo. V primeru tako imenovanega vektoriranja navora oziroma tehnologije torque vectoring pa je torej porazdeljevanje te pogonske moči tudi 100% na levo oziroma desno zadnje kolo. Ta sama sklopka se maksimalno zapre seveda pri vožnji na zunanjem kolesu, to se pravi pri vožnji v ovinek, to se pravi na tisto kolo, ki je zunaj ovinka. Voznik pri običajni vožnji tega seveda ne bo občutil, no pri dirkaški vožnji na Vranskem pa vozniku hitro postane jasno, da so hitrosti, s katerimi ta Golf premaguje ovinke, zares visoke. Že res, da boste za resen boj s štoparico potrebovali tudi primerno lepljive pnevmatike, a prav izboljšan pogon poskrbi za skoraj popolno odsotnost podkrmarjenja. Pogonska moč vozilo porine proti notranjosti zavoja, upravljanje pa je tako lahko izjemno natančno in hkrati lahkotno. Če ga boste do tega pripravili, bo igrivo poplesal tudi zadek. Pri dirkaški vožnji pazite le na zavore. Kratke ravnine z malo ohlajanja in močna zaviranja so na Vranskem kaj hitro pustila takšen rezultat. No, po dodatnem ohlajevalnem krogu pa nas prav zavore pripeljejo nazaj do Tiguana. Prav ob zaviranjih lahko namreč zelo hitro in jasno občutimo, da tokrat ne vozimo dirkaškega Golfa, ampak dirkaškega
SUV-ja. No in prav zato lahko besedo dirkaškega na tem mestu kar hitro postavimo v navednice. Tiguan je namreč od Golfa bistveno težji. Govorimo namreč o več kot 200 kg dodatne mase, pa tudi o višjem težišču, kar moramo pri dinamični vožnji s tem avtomobilom takoj vzeti v zakup. To seveda pomeni daljše zavorne poti in manj neposredno obnašanje v zavojih. Ampak primerjava z Golfom tu seveda ni najbolj na mestu. Tiguan namreč dokazuje, da je tudi SUV lahko vozniško zelo uživaški. Tiguan R pravzaprav ne želi biti cestni dirkalnik, temveč odličen kompromis, ki lahko po zaslugi sistema DCC ponudi mehko ali zelo čvrsto nastavljeno podvozje. Ko iz komfortnega prestavimo v način race, kar storimo z opazno tipko na volanskem obroču, nam po zaslugi truda Volkswagenovih inženirjev tudi vozilo takšnih dimenzij in oblike lahko postreže zelo lahkotno in natančno vožnjo. Sam sem tekom testa največ časa preživel v individualnem načinu. Tam je namreč poleg čvrstega krmiljenja in čvrstega podvozja omogočal, da sem nastavil zvok motorja na pure. In to pomeni, da s tem ugasnemo tisto nadležno bobnenje umetnega zvoka, ki prihaja iz audiosistema. Dvolitrski turbo štirivaljnik je v kombinaciji s športnim izpuhom med dinamično vožnjo namreč povsem spodobno glasen. No, za današnje standarde, tisti legendarni Golf R32 pa je seveda zgodba zase. Tekom testa smo prejeli kar precej vprašanj, pa kaj je pravzaprav namen tega avtomobila. In ja, seveda, gre za povsem čustven nakup. To je luksuzni športni Tiguan čisto z vrha Volkswagenove ponudbe. In obenem tudi avtomobilski posebnež. To je družinski avtomobil, ki poleg pomične zadnje klopi in velikega prtljažnika omogoča tudi silovito speljevanje s sistemom launch control, vse do 100 km/h požene v manj kot 5 sekundah in ima na zaslonu pred voznikom tudi štoparico, ki pa časa krogov na kakšnem dirkališču verjetno vseeno ne bo prav pogosto merila.